smo prišli do te točke, ko je nekaj treba narediti in prišli smo do kritičnega trenutka, ko vemo, da 15 let veliki infrastrukturni projekti še ne bodo realizirani, zato moramo vložiti resen napor, kaj in kako lahko naredimo z obstoječimi sistemi na obstoječi infrastrukturi. Da bi bili kot družba lahko bolj trajnostno mobilnostni, moramo prvo vprašati ljudi, kaj potrebujejo za to, da se bodo lahko premikali bolj trajnostno. Ker v končni fazi si ljudje tega želijo. In njihove želje so precej jasne in precej utemeljene. Želijo si boljšo infrastrukturo. Zase in njihove otroke, da bi lahko bolj varno hodili in kolesarili na krajše razdalje. Želijo si boljši javni promet, da bi lahko več poti opravili z avtobusi oziroma vlaki. To pomeni bolj udobno potovanje, manj čakanja na postajah, več linij in lažje prestopanje. Naša želja je, da tudi te primestni dinamični šatli postanejo realnost, kar pomeni, da ugotovimo, kakšna je ta storitev, ki si jo potniki želijo in pričakujejo in da uspešno prepričamo vse lastnike osebnih avtov, da grejo na alternativo. Na slovenskih železnicah v potniškem prometu verjamemo, da lahko povečamo število prepeljanih potnikov. Že v lanskem letu smo jih prepeljali 15 milijonov, kar je v bistvu kar 6,5% več kot v letu 2019 in bistveno več kot v lanskem letu. Vse to lahko dosežemo predvsem s tem, da začnemo kombinirati oblike mikromobilnosti in pripojimo k temu hrbteničnem javnem potniškem prometu, tako železniškem kot tudi avtobusnim. Mi pa naši potniki opravijo nekje 50 km povprečno pot, tako se pravi, da smo mi medregionalni prevoznik. Verjamem pa, da je izziv, kako potem priti na delovno mesto oziroma iz delovnega mesta in verjamem, da vsi skupaj lahko tukaj doprinesemo s temi vsemi ostalimi oblikami mikromobilnosti. Ja, glede na današnjo razpravo, če bojo vse te aktivnosti realizirane, o katerih smo govorili, potem bo čez 10 let v Sloveniji uporabnikov javni potniški promet veliko bolj prijazen. Bo integriran, bo integrirana tudi kolesa, sopotništvo, car sharing in kar je še teh zadev. Osebno menim, da bo infrastruktura toliko napredovala in uporabnik se toliko ozavestil, pa še seveda s pomočjo regulaciji politike in podobno, da bomo večino prevozov upravljali res z sredstvi, ki ne bodo v naši lasti. Čez 10 let vidim trajnostno mobilnost tako, da bo večina ljudi v svojih hišah dobili še en prostor, ki ga bodo lahko uporabljali zase in ne zato, da tam noter stoji avto. Mi v Nomagu verjamemo, da je trajnostna mobilnost edina mobilnost, ki ima prihodnost. Čez 10 let recimo si želimo, da obrnemo ta trend, ki smo ga videli danes na okrogli mizi. Ownership avtomobilov je prišel do 1.200.000 vozil v Sloveniji. Na drugi strani vidimo drastičen padec uporabe javnega potniškega prometa iz leta 90 do danes in želimo, da v naslednjih 10 letih vsi skupaj, vsi deležniki obrnemo ta trend in da bomo ponovno imeli več kot 300.000 uporabnikov in da bo prva izbira vsakega premika javni potniški promet.
Trajnostno mobilnost v naslednjih 10 letih vidim seveda v trendu močno navzgor. Zato seveda potrebujemo več ponudbe, to se pravi nove alternativne oblike, močnejšo ponudbo na železnicah in močnejšo ponudbo avtobusov, potem močno povezanost vseh teh ponudnikov, enotno vozovnico, skratka vse tisto, kar bo približalo prevoz do tistih, ki ga potrebujejo. Močno vlogo države, ki pa bo te prevoze subvencionirala in seveda tudi določene spremembe v našem obnašanju, zato da bomo pač ta prevoz uporabljali. Mislim, da se trenutno soočamo z eno veliko osredotočenostjo našega življenja na osebni avtomobil. Slovenci smo evropski prvaki v deležu gospodinjskega proračuna, ki smo ga pripravljeni nameniti za naš prevoz oziroma naše transportne stroške in zato bo pač v prihodnje potrebno ta naš fokus, naše osredotočenje spremeniti in prenesti iz osebnega avtomobila recimo na kvaliteto življenja, okolje in podobne zadeve.